Takole sliko smo ponovno na stadionu z dežele, kjer nas le še nekaj minut loči od začetka uvodne tekme 25. kroga prve lige Telemach med domačim Celjem in Gorico. Delo krasno za Denisa Popoviča. Popovič, dober predložek in mimo gola Zec. Z odličnim distributerjem, da tako rečem, Denisom Popovičem, ki tudi zdaj podaja iz kota. Nova priložnost, tokrat je do strela prišel Damjan Vuklišević. Zdaj predložek, se je boril Popovič, no potem pa Karničnik proti Koutru. Kouter, Karničnik strelja in Dajčar brani. Popovič. In to je nova priložnost, še enkrat po kotu. Celjani so jih kasneje nanizali 5. Zdaj je torej prvi kot v drugem polčasu, drugi skupno za Goričane. Petrovič znova do žoge, še vedno Petrovič pred vrata, priložnost in Gorica vodi. Gorica vodi, strelec pa je Luka Stankovski. Luka Stankovski v 49. minuti, šok zdaj seveda na stadionu z dežele in bomo videli, kakšen bo celjski odgovor na tole goriško vodstvo. Hladen duš za Celjane. Sežanskega tabora, Radomelj in Gorice. Tule je nova priložnost za Goričane, čudežno pravzaprav zdaj ni prišlo. Tule napaka celjske obrambe, priložnost za Gorico. Vuklišević na koncu vendarle rešuje. Goričani zahtevajo celo 11-metrovko. Še en dober predložek in vratnica, Cerovec. Roman Pilipčuk, najprej beseda dve o tej tekmi, kaj je šlo danes pravzaprav narobe, nekako ni steklo, posledično prvi domači poraz v tej sezoni. Glavni razlogi po vašem mnenju za ta poraz? Ну, все серии когда-то рано или поздно заканчиваются. Наша сегодня серия закончилась в плане того, что мы дома не проигрывали. Vse serije se enkrat končajo, današnja stale, da doma nismo izgubili, ne se je danes končala. Ну и то, что перед игрой говорил, вот эта недооценка соперника, думали, что мы их возьмем легко, в итоге обернулось то, чем обернулось. In to, kar sem rekel pred tekmo, nekako smo mislili, da bomo tekmo gladko dobili, ampak se je izkazalo, da temu ni tako. Na kakšen način zdaj fante prebuditi, to je drugi poraz po Mariboru, zdaj še ta z Gorico igra nikakor ne steče, torej kako prebuditi ekipo? Как команду разбудить, это уже второе поражение подряд, игра как-то не идет, что делать? Ну, нельзя сказать, что игра не идет. Мы со стандартов создаем моменты, много моментов в первом тайме создали моментов. Вопрос в другом, что мы очень много пропускаем. Проанализируем, сделаем выводы и будем двигаться вперед. Ne bi rekel, da nekako igra ne steče. Prvo polčas smo imeli veliko priložnosti s prekinitev. Nekako preveč golov dobimo in bomo naredili analizo in bomo zaključke zvlekli iz tega. Kako se zdaj pripraviti na torkovo pokalno tekmo in potem verjetno misli počasi že preusmeriti na zelo pomembno tekmo za evropske vozovnice in gostovanje v Kopru? Как подготовиться к игре на Кубок вторник, и потом нас ждет очень важная игра в субботу, которая уже между нами типа решает, кто будет занимать место, которые на Еврокубке. Ну, я думаю, что, во-первых, очень важно для нас, что есть кубковая игра, потому что у нас есть группа игроков, которая на сегодняшний день по разным причинам, кто болел, кто что, потеряли функциональное состояние.
Za nas je zelo pomembna ta torkova tekma, saj imamo igralce, ki so zaradi različnih razlogov danes niso igrali, eni so bili bolni, eni so imeli druge težave. Видно, что мы стали очень мало забивать, In vidi se, da nekako zelo malo golov dajemo. поэтому я думаю, что эта игра нам очень нужна для того, что те игроки, которые потеряли функциональное состояние, сыграли ее полностью. In zelo pomembno bo za te igralce, ki za njihovo funkcionalno stanje, za ta torkova igra, da pridejo not v ritem. И будем к Куперу готовиться также в таком режиме, как всегда готовились. In bomo v enakem režimu se pripravili na tekmo s Koprom. Florian Debenjak, čestitke za zmago, kar dolgo ste jo čakali v Gorici, kar 15 krogov od septembra, zdaj pa je morda za vas prišla celo nekoliko nepričakovano, se motim? Ja, zdaj je normalno, da ko igraš proti Celju, ki ima izredno dobro moštvo v Celju na domačem igrišču, da smo vedeli, da bo težka tekma, vendar nismo se predali in smo šli na zmago. Normalno, prvi polčas smo trpeli, imeli so oni boljše priložnosti za zadetek, predvsem s prekinitev. V drugem polčasu moram pa pošteno povedati, da smo bili bliže mi drugemu zadetku kot on prvemu. Vas je nekoliko presenetilo to, da so bili Celjani precej anemični, ali ste prav taktiko bazirali na tem? Ne, presenetili so nas malček z rombom, kajti do zdaj so uporabljali 4-2-3-1 ali pa 4-3, ampak smo takoj opazili, da hočejo, to pomeni ofenzivno, ne, po porazu v Maribor so hoteli po vsej sili zmagati in smo se potem v drugem polčasu malo pripravili in se postavili tudi mi v drugačno taktiko in to nam danes uspelo. Koliko lažje bo po tej zmagi zdaj skovati taktiko in zaigrati proti Muriju že v petek? Dosti lažje, to smo rabili že dosti časa, kajti to bo spremenilo vse vzdušje v klubu in okoli kluba in seveda tudi na Srečilnici. Žan Karničnik, verjamem, da po takšni tekmi ni lahko stopiti pred mikrofon, pa vendarle beseda dve o tem, kaj se je danes dogajalo, da ste bili Celjani praktično povsem nemočni proti do tega kroga zadnje uvrščeni ekipi lige. Pa ja, res tekma ni šla prav stran, bom rekel, vse konc koncev smo nekako držali žogo, igrali skoraj celo tekmo na njihovi polovici, ampak ta tista ena prekinitev nas kaznuje, mi imamo konc koncev prvi polčas, bom rekel, 2, 3, 4 smrtne situacije, s katere moramo zabiti, da mi povedemo, ampak ne daš, dobiš in tekma gre popolnoma drugo stran. Ampak po tistem, ko ste prejeli zadetek, je bilo nekako pričakovati pritisk, ustvarjanje priložnosti, pa tega ni bilo, kaj gre trenutno narobe. Pa ja, res je, drugi polčas nismo si ustvarjali tako čistih priložnosti, bom rekel, kot v bistvu niti sami ne vemo zakaj, kako, ampak trebamo strani glave se pogovoriti in iti naslednjo tekmo, da zmagamo. Kako zdaj se nekako resetirati, v naslednjem krogu vas čaka izjemno pomembna tekma v boju za te evropske vozovnice, odhajate v Koper? Ja, pač mislim, prvo sledi še tekma med tednom, pokal, treba prvo tu biti, bom rekel, dober, se vrniti na to zmagovalno pot in potem v Koper po zmago. Luka Stankovski, čestitke za zmago. Verjetno je tudi za vas kar malce presenetljiva. Celjanom ste prizadejali prvi domači poraz v tej sezoni, še vaš zadetek, verjetno z vašega zornega kota prekrasen dan. Pred sve drago mi je što smo dobili ovu utakmicu, za nas je bilo mnogo važno, zato što smo zadnji na tabelu, Celj je jedan dobar protivnik, mi smo dobili u gosti. Za moj gol nije mi toliko drago koliko što mi je drago zbog ekipe i da se uzdignemo malo više gore. Koliko lažje se bo zdaj pripraviti na naslednjo tekmo, ko boste gostili Muro? Može. Kako se sad spremiti, koliko lakše će biti spremiti se za sljedeću utakmicu? Mi radimo, pripremamo se za svaka utakmica, daćemo 100% na svaku utakmicu da Gorica opstane u ligi i to je naš cilj za ovu sezonu.